En lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Kristi Žmahar. Iz duhovnega ateljeja Potovanje duše. Tokrat me čisto na hitro in spontano prešinilo, da se vam javim in bom povedala, zakaj se javljam. Malce zato, da boste pokukali v moje drugo delovno okolje. Ni duhovni atelje Potovanje duše, pa meditacijski studio, kjer ustvarjam same lepe stvari. Bom malce spregovorila o tem. Ampak predvsem sem se, čisto me prešinila, sem se javila z nekim drugim namenom. Predvsem bi se vam rada zahvalila. Tokrat sem se javila, da se vam resnično iskreno zahvalim. Zaradi tega, ker od sobote, ko smo objavili na našem YouTube kanalu, dali na Facebook in seveda v našem mailingu ven naš video, v bistvu, kjer smo snemali moje predavanje, posnela sem mini film z naslovom Kako podzavest in čustva krojijo življenje. Moram reči, da v 8 letih nismo nikoli dobili še tazga odziva. Nikoli še nismo dobili dejansko toliko mailov, toliko zasebnih sporočil, toliko enih ljudi. Hvala vam, ste delili to vsebino, ste nam namenili lepe besede, ste nam javili, kako se počutite ob gledanju tega mini filma, ki smo ga objavili, in zaradi tega smo ga seveda tudi naredili in z veseljem sem ga posnela za vas. Moram reči, da se pravi, v 8 letih nikoli ni bilo še tazga intenzivnega in hitrega odziva. Sem vesela. Če ste zamudili ta video, si ga poiščite na YouTube kanalu Potovanje duše, ali pa če samo napišete minifilm s Kristi Žmahar, kako čustva in podzavest krojijo življenje, bom ga jaz tudi še enkrat pripela in posredovala, pa si ga oglejte, o čem govorim. Ampak moram reči eno drugo stvar, zakaj sem se oglasila. Mečka mi je dal zamisliti, no. Vsi ti vaši odzivi in toliko enih besed, ki sem se naposlušala zdaj dejansko v 2 dneh, kaj vse ste mi pisali, koliko se počutite izgubljene, koliko se počutite žalostne, da je točno tako, kot sem govorila v videu. Jaz sem vesela, da vam mi pomagajo. Po en stran pa neka taka manjša žalost me je objela, ker sem spoznala, kako je to v Sloveniji, koliko je enih ljudi res globoko ranjenih, koliko ljudi ima potlačena čustva in predvsem koliko ljudi si ne upa izražati svoje čustva zaradi tega, ker se bojijo, da bojo prizadeti, da bojo kritizirani, da jih bojo žalili, da jih bojo sankcionirali, da jih bojo vrgli ven iz službe, da jih bo partner zapustil in tako naprej. In te ljudje imate zelo močna čustva, hkrati jih pa ne smete izražati zaradi tega, ker se bojite, da vas bo zunanji svet na kakršnekoli načine kaznoval. In mene to tako res žalostno poslušate. Veste zakaj? Zaradi tega, ker to ne bo ustvarjalo našo prihodnost, to ne bomo hoteli mi bodoče generacije in otroke učiti, biti odtujen od svojih čustev zaradi tega, da ne boš kaznovan, pa ne sprejet in tako naprej. Zakaj smo prišli do tako daleč? Zakaj smo si pustili dejansko, da smo rajš naša čustva začeli izklapljati samo zaradi tega, da bi bilo svetu prav? To je resnično zaskrbljujoče. Zdaj mi je mogoče malo bratelj jasno, zakaj je toliko ljudi nesrečnih, zakaj je toliko ljudi depresivnih, zakaj toliko ljudi zboli. Tako da upam, da vam je tisti video in da vam bo ta video pomagal. Mi vam želimo povedati, da vse žalosti zdravijo. Mi smo vsi prehodili te poti, mi vsi v ateljeju, ki delamo, smo šli čez neko hudo bolečino ali mogoče celo travmo. Nekateri imamo za sabo poskuse samomorov, mi vas razumemo, mi točno vemo, kaj dejansko vi preživljate, ne? Ampak je pa tudi res, da mi vemo, kako se take stvari zdravijo. In danes bi vam rada povedala, da za vse obstaja rešitev, ker veliko izmed vas, ki ste mi pisali, ste imeli občutek, da to ni rešljivo, da ne morate ven iz situacije. Dosti ljudi mi je rekli, veš, koliko bi se jaz rada posvetila mogoče kakšnemu čaju pa meditacijam, da bi vse te stvari se pozdravile, ampak nimam časa. In potem sem začela razmišljati o tem stavku, kaj to pomeni, nimaš časa. Nimaš časa za sebe. Okay? Dajmo se malo stavk pri tem stavku. Nimam časa za sebe. Nimam časa za to, da pobožam sebe, da sebe pozdravim. Koliko smo nesramni do sebe. Kolikrat smo vsi to naredili. Koliko smo res nesramni do sebe. Imaš otroke, imaš hišo, imaš službo in zato nimaš časa. Potem pa kar naenkrat čas reče, kaj pa če jaz nimam časa zate, ne? In potem ljudje zbolijo in kar naenkrat se ta čas najde. Zakaj rabimo toliko delati, zakaj se rabijo ljudje poškodovati, pa zakaj se mora zgoditi neka tragedija, pa zakaj morajo ljudje zboleti za to, da najdeš čas. Če najdeš čas za druge ljudi, zakaj ga ne najdeš zase? Zakaj to dejansko smo kadarkoli počeli? Dobro, jaz hvala Bogu tega ne počnem več, sem se naučila, ampak
Zdaj bi rada te izkušnje delila z vami. Rada bi vas še enkrat nagovorila, poglejte si ta film, pa tako naprej, ampak nasplošno bi vam danes rada povedala, ne si tega delati, vzemite si čas zase, zaradi tega, ker nočete, ko bo dovolj hudo in dovolj grozno in ko vas bo kaj dosti bolel, takrat se mogli ustaviti, zakaj bi rabili vse boleti, zakaj bi rabili na vse tak način, ne. Tako da jaz bom z vami, danes bi vas rada, ko sem ravno to ustvarjala, rada povabila v res take svetove za vse tiste, ki rabite pomoč, za vse tiste, ki dejansko nam lahko zaupate, da imamo določene izkušnje, ogromno duhovnega in klasičnega znanja, da vam lahko pomagamo. Pa da vam povem, kaj sem ustvarjala danes. Danes sem ustvarjala 2 meditaciji. Evo. Bele marjetice ljubezni in, ne vem, če se vidi, izpuščeni metulji krivde. To sta 2 meditaciji, ki bosta dejansko šli k mojim angelskim terapevtom, ki delajo trenutno čustveno angelsko šolo. In smo prišli, mi smo zdaj že nekje na polovici, in smo prišli do tega, da se bojo dejansko terapevti učili nekako zdraviti žalujoče ljudi, ki so nekoga izgubili ali pa ki se počutijo zaradi kakršnekoli okoliščin življenja krive. In sem naredila eno tako lepo meditacijo, lahko malo izdam, majčkeno lahko izdam, taka lepa meditacija, recimo se bom dotaknila izpuščenih metuljev krivde, priježu tazga lepega drevesa, spet ne smem preveč povedati, da mojim ne pokvaram, ne. In gor visi mreža in v tej mreži so metulji, ki predstavljajo tvojo krivdo, in potem s pomočjo od angela Mihaela to krivdo spuščaš in te metulje spustiš, prerežeš to mrežo, toliko lahko zaupam. Bele marjetice ljubezni je pa meditacija za vse tiste, ki so nekoga izgubili, ne vem, zato ker je šel v nebesa, se je mogel na žalost fizično posloviti, ali pa kakorkoli drugače zapustil pač od nekoga življenje in se srečaš s to osebo in ji ponudiš marjetice odpuščanja in ona ti ponudi marjetice lepih želja, taka zelo lepa meditacija. To so vse meditacije, ki pomagajo in ki dejansko zdravijo vaša čustva. Kar nekaj jih je na naši spletni strani, potovanjeduše.si, si lahko pogledate, ampak večkrat bi vas rada nagovorila, da za vse tiste, ki čutite, da imate veliko čustvenih posledic, da bo mogoče prišel čas, ko boste pa rabili nekaj več, ko boste rabili dobesedno zelo pametno sestavljene programe, tehnik, vaj, pogovorov in meditacij, ki vas bojo pripeljali do tega, da boste nekako osvojili znanje in razumeli svoje čustva in se jih naučili ponovno izražati, tako kot jih znajo izražati otroci. Zato je to v tem trenutku moje vabilo za vas. Rada bi vam povedala za 3 dogodke, včasih vidim, da malo premalo povem o svojih tečajih, pa ljudi niso čisto razumeli, kako jim lahko pomagam, in zdaj v tem trenutku vam povem, kako. Za vas sem pripravila 3 začetke tečajev, ki vas lahko v poletje seveda izstrelijo pripravljene in mirne. In sicer prvi tečaj se začne 10. marca, to je čustvena angelska šola. To je v bistvu moj najdaljši in najbolj intenziven program, ki traja 8 mesecev. Osredotoča se na zdravljenje bolečine, čustev, ljubosumja, maščevalnosti, razočaranj, jeze, žalovanja, izgub in gradnje seveda pozitivnih čustev. Seveda je ta program namenjen vsakemu posamezniku, hkrati pa, ker je toliko klasičnih znanj, zato ker jaz imam pač ogromno teh mednarodnih diplom, za katere sem zelo hvaležna. Če boste kdaj hoteli stopiti v vlogo coacha, svetovalca, boste imeli znanje, da pomagate tudi drugim, in to vam bo dejansko diploma iz te šole omogočala. To je za vse tiste, ki hočejo neko specifično in zelo poglobljeno znanje, in te 2 meditacije tudi prihajate iz te šole. To pomeni program, ima poleg tehnik, seveda vsi moji programi vključujejo še za domače delo ogromno meditacij. Potem je zelo, moram reči zadnje čase, kar sem vesela, zelo priljubljen tečaj, 17.3. prihaja tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev. To pomeni za vse tiste, ki ne razumete, zakaj imate določene okoliščine, ne razumete, zakaj ste si jih nekako na svojo glavo spravili, kako ste si jih spravili, katera prepričanja vam ne funkcionirajo, da dejansko živite tako življenje, kot ga želite, si ga pa želite spremeniti in se zavedate, da morate to storiti sami. To pomeni tisti, ki želite preprogramirati svoje podzavestna prepričanja, da bi živeli bolj srečno oziroma karkoli si sami želite.
Potem pa prihaja mogoče nek tečaj za vse tiste, ki čutite, da mogoče čustva niso tako velik problem, imate pa mogoče bolj težave z razmišljanjem. Kaj menim s tem je, to je pa potem tečaj meditacije, kjer bom predstavila na tečaju budistične tehnike razmišljanja, delovanja, kjer se dela na umirjanju misli, umirjanju energije, umirjanju strahov in posledično umirjanju seveda vseh odnosov in vseh okoliščin. Za vse tiste, ki radi res bi spoznali meditacijo, tudi kako dela, kaj so njeni učinki in tako naprej in se osredotočali samo na meditacijo, to pa prihaja 14. aprila. Tako upam, da sem zdaj uspela razložiti, kaj je ta naša pomoč, zakaj bi se mi nobenega nikoli nič ne silimo, moraš. Definitivno pa mislim, da je vse to, kar sem danes govorila, to pomeni ta film, vse, kar se je dogajalo, da je simbol tega, da ste ljudje pripravljeni, da nekaj naredite, da ne čakate, da vas bo nekaj zunanjega povozil, da bi neke stvari dojeli, ampak da bi sami dojeli, da bi sami rekli, ne, zdaj se pa ustavim in si vzamem čas zase, ne želim, da me več drugi vodijo, ne želim, da me drugi več prizadanejo in predvsem ne želim, da jaz to pustim, da jaz to dovoljujem, se z mano takoj dela. Vem, da je za to potreben pogum, vem, da za to rabite kakšnega terapevta oziroma enega izmed nas učiteljev, ki vas bomo vodili in z veseljem bomo to storili. Zato hvala, ker nam zaupate. Hvala še enkrat za vse odzive na ta film. Še vam jih bomo poslali, v torek vam bomo še enega poslali. Za vse tiste, ki bi radi nekako delali svetlobo, smo z vami, nekaj naredimo tako nadaljavo, za vse tiste, ki pa rabite nekaj več, smo pa tukaj, da vam ponudimo roko in da vas tako zelo posebno vodimo. Tako da jaz vam želim vse dobro, želim si, da se Slovenija prebudi, želim, da čustva pridejo na plano in da se začnejo zdraviti in da naredimo neko družbo ljubezni. Ampak tudi ljubezen je čustvo in če ga hočemo čutiti in če ga hočemo doživljati, moramo za njega narediti prostor. Tako da vse informacije na vse naše brezplačne vsebine in vsi naši programi na www.potovanjeduše.si. Hvala, ker nam zaupate, radi vas imamo. Adijo.